moram pa po prvic povedati, da mečkam sem pa že lačen ratal. Veste, da vam moram povedati, da me je kar zmatralo tole, ne. Ker jutri bi mogli iti na Triglav, danes gremo pa na Košuto. Danes je nedelja, včeraj je bila sobota. In včeraj sem bil doma, sem rekel, kakšna budala sem, da sem tako dan stran vrgel. Dobesedno, to je bil en unih dnevu, ko bi si rekel, da nisem nič od njega, da sem ga dobesedno vrgel stran. Se pravi, skrajšal življenje, kot da bi en dan prej umrl. No, sem rekel, in ne bom pustil, da bom še nedeljo tako zaje. In sem lepo zjutraj, sem sicer zgodaj vstal, ampak sem imel še nekaj za narediti, en video nekaj kratkega za zmontirati, zato da bo danes večer objavljeno. In sem najprej šel na kavico, sem to naredil, potem sem se odpravil sem proti Košuti. Glede na to, da sem šel uro pa pol, je to malo trajalo, tako da sem najbrž čisto zadnji, ko gre gor, ampak to me nič ne moti. Prav fino bo. Tako da pejmo kar naprej. Tlele na začetku je do tega dom na Kovcah, ali kako se imenuje, je takale pot po gozdu, potem se pa menda odpre in potem tam, ko se odpre, je ponovadi lepše. Tako da, ampak tudi tule paše, da mi še kape ni treba gor dati, da mi pleše ne užge, tako da gremo naprej. Tole je pa verjetno že koča na Kovcah. Zgleda zelo lepo. Dajte, tudi razgledi čudoviti. Ma človek se to ne more načuditi. Ker bom še malo na boljši poziciji, bo to še mnogo, mnogo lepše, boste videli. Zdaj sem že malo naprej od doma na Kovcah. In ker sem tukaj zaprepaden z vso to lepoto, ne, sem pozabil pogledati, kje so kakšne tablice za Košuto. Tleh pa ni več. Enega sem že vprašal, pa točno ne ve, oziroma dva. Moram tamle nekje po eni potki, pa kele gor pridem, pa bomo videli, kaj šel. Saj tudi imamo Google zemljevid, tako da bo šlo. Pot je super. Takele nam je snarajše. In niti točno ne vem, kje je ta prav vrh Košuta. To je zdaj vse pogorje Košuta, če sem tukaj enega gospoda, ki sem ga vprašal, razumel. Tako da mogoče grem najprej na unle vrh, pa da vidimo, kaj sploh je tu. Neko veliko kladivo ali kaj. Ne vem, tamle gor mora biti pol kakšen smerokaz, pa bomo videli. Pot pa fantastična, petica, vreme tudi petica. Boljš ne bi moglo biti, res ne. Če dalje lepše vse skupaj. Smo že na 1885 metrih. Kar široko. Tamle je dom ali koča na Kovcih. In mi pa gore. Tamle nekaj do Grebena pridemo, ne vem kam pol. Bomo videli, samo glas. No, drugače so pa tudi sledi snega, vidite tukajle. Saj sem mislil, da ga bo več, ker pač so bile take padavine, sem mislil, da je tla zapalo po metru snega. Ampak, hvala Bogu ne. No, zdaj sem pa prišel do enega smerokaza. Lejte, tlele je veliki vrh, 30 minut, tako da tole bom udaril. Pol nazaj gledem šel pa čez Kovce gora. Se pravi pa punmule gor in bom naredil en tak lep krogec. Mal je hladno ratalo, piha kasto mater. Zdaj sem se preoblekel. Imam, hvala Bogu, dosti za oblečiti, ker ponavadi nimam. Tako da, nič, super je. Kakšen lep razgled na drugo stran Karavank. V Avstrija. Super je. Lepo, zelo. Višje, ko sem, lepše je, lejte to. A ni tole pravljica.
Moram pa po prvič povedati, da večkrat sem pa že lačen ratal. Tako da, komaj čakam vrnitev dol do koče in da nekaj dobrega pojem. Ljudi je bilo prej tukaj, da ne moreš verjeti. Tako da sem prepričan, da imajo zelo dobro, tako da samo upam, da bo kaj ostalo, tako da tudi to komaj čakam. Iz vrha pa seveda še boljši razgled. Zanimivo, da kar hitro človek pride, bi se rekel, da tle traja. Glejte, tamle pa zanimive gore, ne? Tale tik pred nam, ful dobro zgleda. Pa še ena od zadej, rečemo, da bo tu zadej drugič. Tole na te strani je Avstrija. No, jaz sem hiter mi gre ene stvari iz glave. Tukaj bi zdaj rekel, da sem prišel na en vrh, ampak ni nič buhe kaj značeno. Zdaj še tukaj dol po poti, ker da bi šel na unle hrib je predolga. Prepozno sem se spravil, lejte pa tudi v kondiciji nisem čist taki, da bi rekel. Čeprav se ni tako daleč. Tamle dol, ja, je bil včasih smerokaz, pa ni več. Tablice so dol pobrane. Drugače pa mora pa tukaj ful zanimivo je. Samo taj kar dolga. Bom tam lovil tudi. Ne bom drugače pa kakšna lepa pokrajina. Da sem že s kakšnim gorskim kolesom tamle kolesar, dajte po teli planoti. Pa ceste tamle pa vse. Zdaj sem se pa spustil dol po temle grebenu, tako da če kdo ve, naj v komentar napiše, če tu vrh Kofsce. Nič ne piše, tako da ne vem. Evo ta koča na Kofscah ali dom na Kofscah je pa, lejte, tamle ga lahko vidite spodaj. Tukajle mal nad domom na Kofscami je tale križ, ne vem pomena. Evo še malo, pa upam, da me čaka neka dobra malca. Evo, sem skoraj že pri domu na Kofscah, še 100 metrov tukajle dobrih. Veste, da vam moram povedati, da me je kar zmatralo tole, ne? Ker jutri bi mogli iti na Triglav, pa ne gremo zaradi vremena, tako da mogoče fino, ker nisem čist prepričan, če sem dobro pripravljen. Nekaj me če tudi krč prijema, zjutraj sem vzel magnezij, ampak mogo bi ga že včeraj, sem tu napako naredil. Pil sem, kakor sem pil, najbrž malo premalo. Jaz si ono rečem, še malo bom hodil, pa pol pil. Pa budala, mar bi pil, tudi lažje nosiš, pa vse. Sam tak, žal sem, ne. Drugač pa, no, da vam še povem, kako sem se odločil za tole. Sem že povedal, da včerajšnji dan sem čist stran vrgel, no, sem rekel, da nas pa moram nekam iti. In mi tudi odgovarja tule iti sam. Veste, ko se peleš, malo razmišljaš, meni tu ful odgovarja, da sem sam s sabo. In sem prav nucal tudi, da sem bil sam s sabo. Par stvari sem si v glav razdelal, razmislil, naredil načrte za naprej. Tako da bom sigurno bolj uspešno pa bolj iz zagonom šel v nov teden, kakor pa če ne bi tole šel. No, vesel sem tudi, da sem šel, ker tole vzamem kot rekreacijo, tako da lahko rečem, da sem šel v torek, po četrtek sem šel teč, danes pa še tole, se pravi 3-krat na teden rekreacija. In če bom se tega držal, sem zmagovalec časa, oziroma zmagovalec sam sebe, ker to res nucam, ne. Zdajle pa samo še upam, da je tamle odprto tole, da imajo kaj za jesti in da nekaj dobrega pojem, ker sem kar fejst lačen, ne, kar fejst lačen, tako da ni pa to zadnja tura, ne. Na Mangart grem še
in snemalcem Davidom me je povabil, bomo tu šli po uni plezalni gor, komaj čakam, jaz bom tu šel gor k Gams, ker sem že 2-krat šel in jaz bom tu kar tekel gor, boste videli. Potem pa Triglav je še zmeraj v planu, ne, tako da če bo vreme, pa čas, bomo videli. Nič, zdaj pa dol v kočo. Nič ne bo s hrano tlele v domu na Kovcah. Jo, to sicer imajo, kar bi jo, pa sem rekel, če imajo klobaso, so rekli, zmanjkalo, nimamo več. Ampak sem rekel, lačen se moram, ne. No, pa povedal, pa še kruha ni. Brez kruha pa ne morem jaz to jaz. Tako da sem rekel, pol pa ne. Tako da bom pa kar v McDonald's šel, ko pa češ drugega. Hiter, pa rad vsake tuk cajt enkrat na mesec grem red v McDonald's, mi ful paše. Majčken spremembe plana, ne grem v McDonald's. Sem se spomnil, da je mama neke pečene paprike omenjala. In sem jo poklical, ti mati so pečene paprike, rekla so. In imam pa raj pečene paprike, ke McDonald's, tako da letim direktno domov, da se teh pečenih paprik najem. Tako da tole je tudi zadnji kader današnjega izleta. Napišite, kako se vam je zdel, napišite v komentar, če mi kaj predlagate, kam naj še grem. Pa všečkajte in naročite se na moj YouTube kanal, ukolikor še niste naročeni. Je popolnoma brezplačno, samo kliknete gumbek, naročite se in to je to. Se vidimo na kakšnem drugem izletu. Pa tudi kakšne druge videe lahko pogledate. Intervjuji imam fantastične, sigurno boste najdeli kakšnega zase. Malo se nasmejali, kaj naučili, tako da poglejte. Ajde, živjo.